pritožbo zadovoljni? Moja stranka ne bo komentirala, jaz bi pa rad povedal samo to, da z stranko smo verjela v to, da ima tožnica prav, da ji pripada to, kar izhaja iz njene pogodbe o zaposlitvi. Sodišče je tem argumentom v celoti sledilo in gospe je prisodilo to, kar izhaja iz njene pogodbe o zaposlitvi. Kolikšen je zdaj celoten strošek države? Potrebno je vzeti v roke kalkulator, tožbeni zahtevek glasi na bruto znesek odpravnine dobrih 11.000 evrov. Od tega je potrebno plačati davke in prispevke in tožnici nakazati neto znesek odpravnine, vse pa seveda povečano za odvetniške stroške. Treba posebno pogodbo o zaposlitvi, da pripada odpravnina ne glede na razlog prenehanja odpravnine? To je bila pogodba o zaposlitvi za takšno delovno mesto, kot bi opravljala tožnica. Zakon o javnih uslužbencih namreč omogoča za določena delovna mesta, ki so povezana z osebnim zaupanjem, da se lahko določi pogodbe o zaposlitvi tudi odpravnina, ne glede na način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Kako veste, kdo je bil sestavljalec pogodbe? Kdo je bil sestavljalec pogodbe, mi niti ni poznano, podpisal pa je pogodbo predsednik vlade. Kdo pa bila oseba, ki ste navajali iz telefonskega pogovora? Glejte, tožnica je bila v dilemi, ali bi sploh to osebo dajala za pričo ali ne. Jaz sem se na to odločil, da ni potrebno, da dokazni postopek širimo, da povzročamo neke dodatne stroške, nepotrebne. V tej zadevi gre predvsem za način uporabe zakona, za pravilno uporabo materialnega prava in to je sodišče tudi naredilo končno.